Prizidkov se morda res drži slab sloves. Sploh, ker ga prepogosto utrjujejo ponesrečeni samograditeljski primeri po vseh naših krajih. A v resnici je strokovno izveden prizidek lahko ne samo prostorska, ampak tudi estetska nadgradnja osnovnega objekta. In točno takega so dodali varstveno-delovnemu centru Ince iz Mengša. Lesen prizidek je velika pridobitev za zaposlene, še bolj pa za uporabnike z motnjami v duševnem razvoju, ki so pogosto gibalno ovirani. Tole je zgleden primer prizidka. Po eni strani se spretno vklaplja v obstoječi objekt, ponuja sijajne razglede navzven, omogoča pa tudi čisto nove vsebine uporabnikom. Pozdravljeni. Vladka, vi mi najprej povejte, kakšno je poslanstvo varstveno-delovnega centra Ince? Katere dejavnosti se tukaj izvajajo? Varstveno-delovni center Ince je regijski zavod, ki nudi varen dom in ustvarjalno delovno okolje za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Izvajamo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in institucionalno varstvo. Naša hiša nudi varen dom, nadomešča funkcijo doma. Zato se zaposleni trudimo, da ustvarjamo domačnost, toplino. Naše poslanstvo je skrb za ranljive. Nina, kakšne so bile pa želje in potrebe glede novega prizidka? V prizidku in rekonstruiranem delu obstoječega objekta smo na novo uredili 5 sob, dvoposteljnih sob za uporabnike, prostore za nego, kopalnice, negovalno kopalnico, sanitarije in pa razširili oziroma prilagodili pisarniški program, ki je bil zaposlene v obstoječem objektu rahlo podhranjen. Rekonstrukcija obstoječega objekta in gradnja prizidka je odziv na spremenjene potrebe naših stanovalcev. Novi prostori omogočajo dostop in premike gibalno oviranim. Prostori so bolj psihološko in telesno, fizično obvladljivi. Omogočajo omejevanje širjenja okužb. Omogočeno je kvalitetnejše izvajanje storitve institucionalnega varstva, socialne oskrbe in pa zdravstvene nege. Prizidek, ki meri 97 kvadratnih metrov in predstavlja nadaljevanje južnega trakta objekta, so oblikovali v sozvočju z lokacijo, ki je na robu vaškega prostora. Pogledi se odpirajo v naravo, zraven je baročni zvonik in vse to je bilo upoštevano pri načrtovanju. Sledili pa so tudi želji po gradnji z naravnimi materiali. In potem je dopolnjujoča kvaliteta tukaj tudi dejstvo, da ste se odločili za les kot glavni gradnik tega prizidka. Zakaj? Tehnologija gradnje je vedno odziv na zahteve naročnika. In lokacije. In lokacije. V tem primeru je bila glavna zahteva naročnika, da v danem časovnem obdobju stvar lahko zgradimo. In ta zahteva je bila lahko izpolnjena izključno z montažno gradnjo, kar je seveda nam kot projektantom pravzaprav zelo dobrodošlo, ker delati v leseni gradnji je pač prijetno. Kot je Rok povedal, je to hitrost gradnje, ne nazadnje naravni materiali, tukaj pa ni bilo treba izzivati nekih pretiranih razponov, da bi zaradi tega se konstrukcijsko morali omejevati na neke parametre, ki sestavljajo končne prijetne ambiente. Katere vrste lesa pa ste tukaj uporabili, pa za kakšen primer obdelave gre? V prvi vrsti konstrukcijsko križno lepljene plošče. Zunaj je pa fasada iz pravzaprav bora, ki je bolj obstojen kot smreka, ker je tudi termično obdelan in se bo tudi lepo prijetno staral enakomerno in bo v bistvu obdržal neki izgled objekta skozi leta. Uporabo lesa v konstrukciji smo pa nadgradili še z drugimi naravnimi materiali, recimo linolej v sobah, namesto umetnega materiala, teraco, tlak na hodnikih in v prostorih, ki imajo večjo obremenitev. Vse to smo pa na koncu nadgradili z večjimi steklenimi odprtinami, ki omogočajo pristnejši stik uporabnika z zunanjostjo, ker pogosto so uporabniki tudi gibalno omejeni in s tem jim omogočimo boljši stik z zunanjostjo in lažje prehajanje na vrt.
A bi rekli, da lahko iz prve roke potrdite, da se uporabniki drugače, bolje odzivajo na lesene površine, na prisotnost lesa v ambientu? Naši uporabniki težje regulirajo svoje notranje procese in je veliko več nemira. In v stiku z naravnimi materiali, z mehkimi prostori, se umirja tudi njihova notranjost, kar vpliva tako na njihovo počutje, kot v bistvu na odnose in pa pravzaprav tudi na samo delo. Hkrati z izgradnjo prizidka so rekonstruirali tudi obstoječi objekt, ki je velik 155 kvadratnih metrov. Ker je hiša stara 20 let, je tudi obstoječa hiša doživela eno vrsto osvežitev strojnih inštalacij, klimatske naprave, ogrevanje, kanalizacija. Je v času eksploatacije objekta treba obnavljati in izboljševati. Kako pa je bilo tukaj z izborom barvne palete? Barvno paleto v resnici narekuje dejavnost, s katero smo se tukaj srečali. Menimo, da je potrebno uporabnikom zagotoviti varno okolje, kjer se uporabniki v resnici lahko samo pomirijo tudi. In to se doseže z izborom barv, ki ne evocirajo hektike, ne silijo človeka k preveliki aktivnosti, kar bi pomenilo, da po takem principu psihologije barv so to umirjene barve, naravni odtenki, ki seveda izvirajo spet, kot pa že prej rečeno, tudi iz izbora naravnih materialov. Na različne načine so v ambient dodali umetniška dela, za katera so poskrbeli uporabniki sami. Izvajajo namreč lastni program v slikarski in keramični delavnici, vezenju in glasbi. V prizidku tako lahko občudujemo njihove luči, ploščice, ki krasijo pult, in vezene slike živahnih barv. Sicer pa je okras objekta tudi na novo urejena okolica, s katero so pridobili dodatna parkirna mesta in pokrito kolesarnico, uredili park, postavili bioklimatsko pergolo, prav tako so ohranili stara in zasadili nova drevesa, ki bodo pomagala ustvariti mikroklimo zunanjega prostora. Okolica objekta obstoječega je bila že v osnovi krasna. Odprli smo poglede na polja, vse, kar je grajenega, rastja, smo pomaknili na stran. Tako v bistvu dobimo širino pred hišo, travo, prostor, kjer se lahko družijo, kjer se lahko ukvarjajo s športom. Medtem ko smo na rob potisnili visoke grede, prostor, kjer oni vrtnarijo, imajo tudi ograjo z račkami. Prostor za košarko, letno kuhinjo, prostor za druženje. Želeli smo dati življenje gibalno oviranim uporabnikom, zato so bili urejeni dostopi na zelenici do visokih gred, prilagojena gugalnica zanje in visokim gredam se lahko približajo z vozički. Prav tako so poskrbeli za boljše senčenje terase in notranjih prostorov. V prizidku smo sobe senčili s 3 različnimi načini, in sicer zunanja senčila, lesena senčila smo jih oblikovno poenotili s fasado in služijo predvsem senčenju v poletnih mesecih, ko je sonce močno, da se zaščitijo. Znotraj sob so pa še nameščene zavese in pa screen rollov, predvsem za uporabnike, ki v času nege ali potrebe po zasebnosti rabijo različne stopnje zasebnosti, se pravi, jim omogočamo senčenje in intimo na več načinov. Prizidek je ključen, da lahko varstveno-delovni center Ince zdaj uporabnikom ponuja boljšo oskrbo in kakovostnejše bivanje, ter hkrati ostaja tudi pomemben vir podpore za njihove družine. Tukaj imamo zdaj primer dobro zasnovanega prizidka. Kakšno pa je sicer vajno mnenje o prizidkih, o kulturi prizidkarstva, ki v Sloveniji tako ali drugače cveti? Prizidkarstvo je v Sloveniji dobilo negativno konotacijo, ker če pa smo iskreni, je pa gradnja prizidka pravzaprav najbolj trajnosten način reševanja programskih in prostorskih stisk. Seveda je pa treba gledati tudi na kvaliteto samega oblikovanja in pozicije tega prizidka. V splošnem se pa v zadnjem času zares veliko pogovarjamo o tem, da je treba najprej preveriti
če je možno stvari obnoviti, prenoviti, dodelati, da je to bolj trajnostno, kot rušiti in vzpostavljati na novo.